Hello, everybody. Pozdravljeni, me dobro slišite, jasno? Super. Najprej hvala, da ste ostali, nekateri so že odšli, razumem, sonce je zunaj, pojedli ste sendvič, kosilo, tisti, ki pa ste ostali, res veliko spoštovanje in tisti, ki ste prek spleta, tudi vas vidim. Govoril bom o temi ponaredkov oziroma globokih ponaredkov. Ali veste, kaj so deep nudes? In kdo tega ne pozna, tega izraza? Super, po tem seminarju boste postali strokovnjaki. Ampak jaz te prezentacije nisem naredil sam, moram vas razočarati. Umetna inteligenca mi je pomagala pri tem. Začnimo z najboljšimi prijatelji. Tukaj so moji najboljši prijatelji. And his presentation on deep notes, but unfortunately my Tesla broke down on the highway, so that's why I made this video instead. Enjoy. So Elon je rekel, da se je Tesla pokvarila in ni mogel priti na ta dogodek, ampak je nam poslal kratko sporočilo prek spleta. In to je primer, kako naredite ponaredke, ponarejene videe. To je koka. Idejo sem si sposodil pri Borisu. Zakaj? Ker je to zelo resna tema, o kateri bomo govorili. Gre za spolno izkoriščanje mladoletnih oseb. In začel bom s koko, kajti govorili smo o resnih temah, hudih, težkih temah. Najprej pa pojdimo k umetni inteligenci, ki povečuje pojav spolnega izkoriščanja mladoletnih. Kaj je mogoče narediti v letu 2024 z umetno inteligenco? Vsi se s tem soočamo. Nekateri razumete, kaj so ti logotipi, poznate? Tako, to ste že videli. To je Google Gemini, ali poznate? To je spet ena verzija ChatGPT-ja, zelo dobra. Vsak dan uporabljam to funkcijo, ker ti prosim za recepte, ko kuham in potem mi pokažejo zelo dobre primere. Microsoft DNA, zelo dobro za organe pregona ali za vroče linije, za pomoč, ki opisuje različne vsebine. Duolingo, na primer, uporablja umetno inteligenco za prilagojene tečaje. Ali poznate ta logo na sredini zgoraj? To je MyAI, to je chatbot, ki ga otroci uporabljajo na Snapchatu. Potem zgoraj pa je še Facebook, ki dela smešne videe. To bomo videli kasneje. Kaj je umetna inteligenca? Zdaj že vemo. Vemo, da prihaja v naša življenja vedno bolj, ampak v zadnjem obdobju se je umetna inteligenca spremenila. Kaj pomeni generativna umetna inteligenca? Poglejmo, ali bo delovalo. Moram pritisniti tukaj. Kaj je generativna umetna inteligenca? Ko ustvarite novo vsebino z UI, je to generativna UI. To pomeni ustvarjanje besedil in slik, pa tudi video, posnetkov, glasbe, zvoka. Napišete v okence, kaj želite od umetne inteligence in temu pravimo ukaz ali napotek. Generativna orodja umetne inteligence povzamejo kompleksne informacije in ustvarijo različne zamisli, ideje, lahko oblikujejo kratke zgodbe, slike, kode, pa tudi skladajo glasbo. Osnova te kreacije je v številnih podatkih, do katerega ima umetna inteligenca dostop. In vsebina, ki jo ustvari UI, je včasih zelo impresivna in včasih jo težko ločimo od pravih človeških izdelkov. Generativna UI pa se lahko zlorablja tudi pri uporabi deepfakes oziroma globokih ponaredkov. To so videi, ki se zdijo resnični. Besedila, ki jih oblikuje umetna inteligenca, se zdijo pravilna, pa so v bistvu lažni posnetki. Kakovost je odvisna od podatkov, ki jih UI uporablja in seveda vaših napotkov.
da bi uspešno uporabili generativno UI, se moramo naučiti uporabljati orodja in dati prave napotke. Generativna UI ima neverjeten potencial in nam lahko pomaga na različne načine pri pisanju ali učenju. UI mora narediti težko delo, medtem ko moramo biti ljudje odgovorni za dejstva. In zapomnite si, lahko uporabljamo generativno UI na dober način, učinkovito, ampak mi smo tisti ljudje, ki smo odgovorni za dejstva. Če pomislite, kot je Boris povedal, mi smo tisti, ki imamo ključ, rešitev. Tehnologija obstaja, tehnologija ni napačna, ampak mi smo tisti, ki moramo upravljati z njo. V desetletjih smo avtomatizirali vse na svetu, razen naloge, ki potrebujejo prepoznavanje vzorcev. Avte gradijo roboti, kajti vedno ponavljajo ista dejanja. Recimo šipo unesejo v ogrodje. Pobiranje sadja na vrtu pa je še vedno človeško delo, kajti težko je razpoznati, kje so sadeži med vsemi listi. Zdaj pa imamo umetno inteligenco in imamo zadnjo sestavljanko, da bi dokončali to avtomatizacijo. In odkar imamo to super moč, najboljši na našem planetu, jo uporabljamo, da bi rešili največje težave naše družbe. Naprimer, kje je Wall-E? To je robot, kje je Wall-E? Je spletna kamera z umetno inteligenco, pokažete mu knjigo, kje je Wall-E in išče vzorce, kje je Wall-E in Wall-E pokaže na Wall-eja. Torej, tudi naši hobiji bodo avtomatizirani v prihodnosti. To je samo primer, kaj vse je mogoče z umetno inteligenco. Pa gremo naprej. Če mi bo umetna inteligenca sploh pustila. Gremo. Tako. Umetna inteligenca je sposobna vsega in celo naše hobije bo zavzela. Jaz sem glasbenik, to je moj hobi in zdaj vam bom pokazal, kako resnične postanejo stvari. Naredil sem video, da Arnold Schwarzenegger poje to pesem. Is far, far away. Oh, sorry for that. Se opravičujem še enkrat. Beyond the rain. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere the rainbow. In tako naprej, torej samo, da imate predstavo, kaj vse je mogoče. Zdaj nimamo časa, da bi vam pokazal še več in gremo nazaj na predstavitev. Imamo tudi Johnnyja Casha, ki poje Barbie Girl, to si morate ogledati. Aha, tukaj nekaj zdaj ne funkcionira. Se prečujem. Naslednje vprašanje za vas. Kdo je ta oseba ali kdo prepozna to žensko? Ja, res je, ne morete je prepoznati, kajti ta ženska ne obstaja, ne bo živela in je kombinacija vseh podatkov, ki jih vsi dajemo na splet. To je UI generirana oseba. A bi vedeli, da je to umetna inteligenca? Ne, jaz že ne. Ta oseba ne obstaja, torej thispersondoesnotexist.com je naslov za ustvarjanje takšnih obrazov. Lahko določite starost, lahko določite narodnost, etičnost, spol
in lahko ustvarjate vedno več edinstvenih slik. Ko vemo, da živimo v tem svetu umetne inteligence, sem naredil test, kako z lahkoto je zame, zdaj sem star 37 let, sem skoraj boomer, kako enostavno je narediti takšne vsebine. Začel sem s preprostimi rečmi, hotel sem narediti sliko za moje delo, torej želim otroka iz Bruslja, ki ga je rešil socialni delavec, naj bo oblečen v roza barvo, poglejte, zelo dobra slika, zelo cool, to, kar sem prosil, kaj ne. Potem pa sem dal druga navodila. Prosim belega slona, ki pije jagodni dajkiri na plažah v Mjanmaru, v Burmi. Poglejte, jagodni dajkiri, tudi z dežničkom v kozarcu. In to je vse brezplačna programska oprema, ki jo lahko uporabljate, brez da plačate za karkoli. Potem pa sem poskusil še prevajalnike, ali ste slišali že zanje, neverjetni so. Najprej sem posnel video samega sebe in govorim v nizozemščini. Presentatie aan het voorbereiden die ik voor jullie zal geven in Slovenië op maandag. Hopelijk lukt het om dit te vertalen in het Sloveens. En als het lukt, dan hebben jullie een idee over hoe goed... And I tried to upload. In potem se skušal naložiti ta video na aplikacije in prevesti v slovenščino, ampak žal je slovenščina ta majhen jezik, ki še ni pripravljen, ampak nekaj mesecev bo trajalo in že bomo imeli tolmačenje tudi v slovenščina, naredil pa sem angleško verzijo. Torej, isti video. Pozdravljeni vsi skupaj, sem še vedno v Belgiji in pripravljam prezentacijo, ki jo bom imel v Sloveniji v ponedeljek. Upam, da bomo lahko to prevedli v slovenščino in če bo delovalo, boste imeli zamisel kako in predstavo, kako dobro tehnologijo imamo danes. Samo testiram, nasvidenje. Slišati je kot jaz, kaj ne? Ampak malo drugačna intonacija, ampak res govorim na ta način. Tako, poskušal sem tudi slovensko. Še vedno v Belgiji in pripravljam predstavitev, ki jo bom imel za vas v Sloveniji v ponedeljek. Upam, da bo to mogoče prevesti v slovenščino. In če bo, boste videli, kako dobra je tehnologija danes. Adijo. Adijo. So, yeah. Torej, slovenščina še ni tako dobra, ampak zelo kmalu to prihaja, verjemite mi. Potem sem vprašal Google, ali mi lahko narediš zvezdo v Čednem dekletu. Hotel sem biti Richard Gere, ampak umetna inteligenca me je narobe razumela. Leave it all up to me. So, do you have a wife? Girlfriend? I was not. Nisem bil razočaran med rezultatom, moram reči. Nisem vedel, da imam to v sebi. I tried to make music. CSAM, we are together. Unity, unity, make the online, make the online. We're the safest place for children. So, as a musician, Kot glasbenik lahko rečem, da je to za nič, lahko sem vesel, lahko seveda izberete tekst in potem naredite glasbo, pesem, ampak je kar grozno, tako da jaz sem zadovoljen, da to še ni na tako dobrem nivoju, ampak imamo dobre primere. Johnnyja Casha si poglejte, prosim, tudi glasbo že znajo narediti. In vsi govorimo o tem človeškem faktorju, ki je kar strašljiv, torej mi smo tisti, ki moramo olepšati zadeve, poskrbeti za dejstva. Jaz imam svoje dvome, mislim, da čez nekaj let bomo že imeli briljantno glasbo in pesmi.
In mislim, da bo umetna inteligenca sposobna tega. No, zdaj bi mogla slediti Koka, ampak gremo naprej. Šel sem na spletno stran in video, napišete navodila, kaj želite videti in oni naredijo video. Prosim, posnamite enominutni video v Sloveniji o Kevinu iz Pirana, ki je žrtev nasilja v šoli in pomaga mu prijatelj Andrej in skupaj se obrneta na Center za varnejši internet in zahvalita se tudi svetovalcu na tej vroči liniji. In zgodba se konča s srečnim koncem. To je vse, kar sem mu dal. Prijatelji, danes vam bom povedal zgodbo o Kevinu, ki je premagal ustrahovanje. Kevin je bil v šoli žrtev ustrahovanja. Vsak dan je bil zanj boj, a imel je dobrega prijatelja Andreja. Andrej je videl, kako Kevin trpi in se odločil, da mu bo pomagal. Skupaj sta poklicala Slovenski center za varnejši internet. Svetovalec jima je vlil upanje. Naučil je, kako se postaviti zase in kako v ustrahovanju spregovoriti z odraslo osebo v šoli, ki ji zaupata. S pomočjo svetovalca in zaupanja vredne osebe sta Kevin in Andrej našla moč, da premagata strah in se postavita zase. Danes je Kevin srečen in samozavesten fant. Ni več sam. In če se kdaj znajdete v podobni situaciji, ne pozabite. Pomoč je vedno na voljo. Skupaj smo močnejši. Was it good? Vam je bilo všeč? Je bil dober? Je bil jezik v redu? Noro. Torej, tudi čustva so zajeli. Mislim, da je zgodba zelo dobra in tudi prave slike so uporabili, jokajoča oseba in potem olajšanje, ko se je zgodba končala srečno. In to je tudi brezplačna aplikacija. Ampak tukaj je Koka in na določeni točki ni več smešno, torej to se konča in vse to, kar smo videli, žal bodo vedno ljudje, ki bodo hoteli zlorabiti to tehnologijo. In isto se dogaja s slikami, z videi, ki jih lahko posnamete, vse to se uporablja tudi na temni strani. Ko smo odpirali v Child Focusu prve primere, ko smo govorili o deep nudih, gre za globokih ponaredkov z goloto. Šola, ki smo jo obravnavali, je imela račun na Telegramu, profil na Telegramu, kjer so dekleta delila svoje slike, prave, pa tudi lažne, ponarejene. Torej, deklica je bila žrtev, pa sploh sama nikoli ni posnela slike. To se je zgodilo, fant je uporabil njen obraz, sliko obraza in potem naredil gole fotografije in to naložil na Telegram. Telegram je ruska aplikacija, ki ni pod nobenim nadzorom in mislim, da imate vi podobne težave, da obstaja veliko spornega pri Telegramu. Nekaj je bilo treba narediti v tem primeru, ampak morali smo najprej to raziskati. Veliko takih primerov se je pojavilo, to je ameriška spletna stran z dostopnostjo GNUI. Lahko naredimo lažne posnetke z malo truda, žal pa to pomeni, da tudi vsebina, ki je spolno kompromitirana, je dostopna in vsak lahko naredi iz nedolžne slike lažen deep nude. To smo testirali in to so številke za sextortion oziroma spolno izsiljevanje, ko ljudje delijo gole fotografije znotraj svojega kroga. Jaz bom delil to sliko, ne bom je delil naprej, če mi plačaš. To je izsiljevanje. Torej, med COVID-om smo že zasledili porast, vidite tukaj leta 2020 in 2021, mladi so bili doma, imeli so več časa preživetega na spletu in potem se je v letu 2023 ta številka spet podvojila. Poglejte, koliko izsiljevanja lahko vas izsiljujejo s pravo sliko z goloto ali z lažno fotografijo. Nudified pomeni, da je obdelana fotografija s Photoshopom.
Potem pa grooming. Lahko je to prava oseba, lahko je to umetna inteligenca, torej glas ali celo telo, ali gre za prevod ali vse od naštetega. Zelo enostavno je zdaj priti do narediti spolno izsiljevanje oziroma sextortion. Mi smo po Evropi spraševali, ali obstajajo študije glede tega in ugotovili, da niti ene ni. Mi smo nevladna organizacija in hoteli smo ozaveščati ljudi, ampak politiki bi rekli, jaz ne vidim nobene težave. Kakšno težavo imate? Ali imate dejstva? Ali imate številke o tej tematiki? Mi bi lahko rekli, ja seveda, IBSA iz Belgije, to je Image-Based Sexual Abuse, torej spolna zloraba na podlagi posnetkov in mi bi lahko dokazali, radi bi dokazali porast spolne zlorab z razvojem tehnologije. Večinoma te aplikacije se uporabljajo strani fantov in targetirajo ženske oziroma deklice. 99% žrtev deep nudov je žensk, je deklic. Zakaj? Kajti te aplikacije so narejene tako, da ustvarijo samo ženska gola telesa. Pa tudi imamo kulturo, kjer fantje delijo te slike, kot da si delijo in izmenjujejo Pokémon kartice. In to kulturo moramo razumeti. Ampak politiki so nam rekli, nimate dokazov, nobenih politik ne bomo uveljavljali. In naredili smo svoje raziskave, ker so te slike vedno bolj realistične, je težko ugotoviti, kakšni so opozorilni znaki, to pa že ni ponaredek. Tudi meni to več ne uspe, tudi jaz težko rečem, kaj je res, kaj ni res. In naredili smo študijo, imeli smo tudi pomoč notranjega ministrstva iz Belgije in delali smo z Inštitutom za enakopravnost, kajti oni obravnavajo žrtve, ki so stare 18 let in več. Pomoč pa nam je nudila tudi Univerza v Antwerpnu. Imeli smo približno 2000 mladih, 2819, starimi med 15 do 25 let in ogledali smo si pravne zadeve in trg. Poglejte si ta graf za trg, to je Google Search za pornografske deep nude, samo vtipkajte deep nude v Google in videli boste, kakšen trg trenutno v zadnjih letih imamo. In to pomeni, da ljudje to poznajo in to tudi uporabljajo. Na trgu obstajajo 3 vrste deep nudov. Imamo menjavo obraza, face swap, kot ste videli prej, torej samo zamenjate obraz, date ga na drugo telo, potem imate aplikacije za slačenje, torej nekdo je oblečen in potem se samo slečejo ta oblačila iz slike. In potem imamo tudi generator pornografije, torej vi napišete scenarij za video in umetna inteligenca bo naredila igralca, ki sploh ne obstaja. Naredili smo tudi iskanje v Google, kdo je naredil te aplikacije, kje so locirane, kje so ustanovljene in če bi radi uporabili Dolly z res profesionalnimi ali ChatGPT, Gemini, te aplikacije ustavijo takšne poskuse. Ampak te aplikacije, ki so naštete zdaj na ekranu, brezplačno ustvarjajo takšne vsebine. Torej, slečite katerokoli dekle popolnoma brezplačno. Kaj ne rečem? Kako je mogoče, da je tako enostavno na Google poiskati vse te zadetke? Tukaj pa so še številke. 41,9% mladih ve, kaj je deep nude. 23% so že videli deep nude. 13,8% je že prejelo deep nude. 7,8% ima v lasti deep nude, torej so ga shranili
ko so ga prijeli od nekoga drugega, in 12,8% pozna vsaj eno aplikacijo za generiranje deep nudov. To ni veliko, ampak od teh 12,8% je 60,5%, ki poznajo aplikacijo, so jo tudi preizkusili. In še enkrat, 99% vseh žrtev so dekleta. Če so prejeli takšen deep nude, kje? Večinoma na Snapchatu, to me ne preseneča, kajti največ sextinga se med mladimi dogaja na Snapchatu. Torej, če postane to nelegalno, potem bodo šli na TikTok, saj ni važno, in na drugih portalih. Instagram 21%, X presenečenje 21%, TikTok 16% in Telegram 15%. Če vprašate te fante, kakšna je njihova motivacija, zakaj to počnejo, zakaj so naredili deep nude, zakaj ste ga delili, zakaj ste ga delili še naprej, torej moč, potem ponižanje nekoga drugega ali maščevanje drugemu, razlog je, da še vedno govorimo o teh posnetkih, kot da gre za pornografijo zaradi maščevanja. Torej, maščevanje je dejavnik za fante, da delijo ali ustvarjajo takšne ponarejene posnetke, slike. Oseben status, recimo mačo status med fanti 21,9%, da so cool. In všeč mi je to početi, ker je smešno, 17%. Torej, fantje, ki ustvarjajo te posnetke, menijo, da je to šala. Saj se samo zabavam, samo hecam. Kakšen pa je vpliv takega gradiva, materijala? Gre seveda za obliko spolne zlorabe na podlagi posnetkov in slik. Ne glede na to, ali je slika resnična ali lažna, ljudje občutijo, žrtve občutijo sram in vse negativne posledice. In ima nanje to dolgoročni travmatični učinek, kot če bi bila prava slika. Kaj je torej motivacija? Všeč mi je, zabavno je, to je naivno oziroma dolžno, ravno nasprotno, ima isti vpliv na žrtve. V Belgiji smo lahko kar zadovoljni, ker smo pred 3 leti dobili nov zakonik, ki opredeljuje to kot seksualiziranje kot kaznivo dejanje. Torej, izsiljevanje je zakonito in vi boste zaradi tega obsojeni, ne glede na to, je nekaj lažno ali resnično. Ne vem, kako je v Sloveniji ali kdo ve drug, ki je tukaj gotovo veste, ampak obstaja tudi evropska zakonodaja, ki nam tukaj lahko pomaga. In sicer na spolu temelječe, kako že iščem jo, Lanzarote konvencija, potem razne direktive in uredba o diskriminaciji na podlagi spola, ki bo sprejeta naslednje leto. Pri poročila Univerze v Antwerpnu seveda moramo ozaveščati mlade, moramo ozaveščati o tem, kaj se dogaja, razlagati moramo, da je to resnično in da to zelo slabo vpliva na žrtve. In da je treba prevzeti odgovornost. To je gotovo velik problem. Zelo nemogoče je od Googla zahtevati, da prevzame odgovornost, ko pa tako hitro najdemo vse te aplikacije preko njega. Ne vem, kako je v Sloveniji. Torej, če tega ne bi našli v iskalniku, brskalniku Google, bi bilo za vse toliko bolje, ampak res so na voljo tudi aplikacije, Snapchat, Instagram, Facebook. Tudi ta omrežja morajo narediti veliko več za spletno varnost in gotovo nikoli ne bi smeli reklamirati teh platform. Pa seveda tudi izobraževalci, učitelje je treba ozavestiti, jih spomniti na to.
Potem se je treba prizadevati o drugačnem odnosu do spolne zasebnosti, integriteti in besedijske pismenosti. 8-letniki, naprimer že, ki niso sposobni razlikovati manipulacije ali kaj jim je všeč in kaj ni. Z njimi se je treba pogovarjati v šoli, njim je treba dvigovati medijsko pismenost. Tudi o spolni nedotakljivosti jih je treba izobraziti. Treba je revidirati našo nacionalno kazensko zakonodajo in uporabljati evropsko regulativo, da bi zagotovili čim boljšo zaščito žrtev. Več je treba investirati v znanstvene raziskave. Do sedaj vemo, da nekaj obstaja in da ni dobro, ampak potrebno je narediti več. Spodbuditi je treba, oziroma raziskati je treba motive, razloge za ustvarjanje deep nudov in teh ponaredkov in kako se to kulturno širi. Sama industrija, panoga, treba je regulirati same aplikacije, zagotoviti samoreguliranje, prepovedati brskalnikom in družbenim omrežjem najti take zadetke. In tudi treba je ozavestiti uporabnike o posledicah širitve teh ponaredkov. Če pa se obrnemo za 360 stopinj, bomo pa prišli do lastne odgovornosti za ta dejstva. Mi smo center za pogrešane otroke in spolno zlorabljene otroke v Belgiji. To dvoje povezujemo. Naprimer, imamo take slike, kjer navajamo, da je otrok zginil. Naprimer, ta slika je, to je kampanja, kjer kaže, recimo, tak in tak otrok je zginil iz teh in teh oblačil. Potem se lahko po tej poti pride do spletnih strani, kjer je več zgodb in prave informacije. Tako izgleda na plakatih v Bruslu. Bomo videli, kako se obnese, vam bom poročal. In če zaključim, kakšni so izzivi za leto 2024 oziroma 2025? To je pojav, ki je tukaj in ki bo tukaj ostal od zdaj naprej. Moramo se odzvati na evropski ravni, zbirati podatke, nadaljevati z raziskavami in razmišljati o preprečevanju oziroma prevenciji. Pogovarjali smo se o tem, kako otroci, pa starši delijo slike svojih otrok na spletu, ko se otroci igrajo na recimo na plažah. Če to počnete, starši, prosim, to naredite v varnem okolju WhatsAppa, ne pa kar na javnem omrežju, ker bo to lahko nekdo hitro zlorabil. Sedaj pa z deepfakeom potrebujemo samo, lahko delimo samo obraz otroka, pa je že dovolj. Dobro vprašanje, kaj se bo s tem zgodilo. Kako se lotevamo problemov toksične moškosti. Potem na Japonskem je zakonito, da imate spolno lutko otroka ali mladoletnika, njim se to ne zdi sporno. Ampak nobenih raziskav ni, ki bi poročali, da bo to preprečilo nadaljnjo zlorabo. Potem imamo vroče linije, potem imamo vedno več otrok, ki jih izsiljujejo tisti, ki uporabljajo umetno inteligenco
Recimo vidite sliko ali posnetek 14-letnice deklice v slovenščini govori. Kaj to pomeni? To pomeni, da lahko vsakega generirate in vsak zgleda živ. Tukaj je pa nekaj svetlega, namreč tukaj se ne krivijo več žrtve. V Belgiji je obstajal problem, in sicer otroke so krivili, zakaj si pa sploh posnel to sliko. Sedaj pa tega več ne morete reči. Vedno lahko rečete, vam otrok lahko reče, pa to je deepfake, jaz nisem tega naredil, to je zlorabil nekdo drug in vi tega ne boste vedeli, če je res ali ne. In seveda moramo tudi razmišljati o nasilju, ki temelji na spolu. Toliko z moje strani, ali imamo še kakšno vprašanje? Še nekaj. Okay, or I will slap you. And on that note, thank you very much. Tukaj bi zaključil. Hvala lepa. Thank you. Now we do have sometimes Ja, imamo nekaj minut za vprašanja. Izvolite. Thank you for the possibility. Hvala za možnost za postavljanje vprašanja. Imam torej vprašanje. Boris je prej razlagal, kako v Združenem kraljevstvu obstaja ta pristop filtriranju vsebin v javnih prostorih, šolih in domovih. To je v bistvu tam standard. V Sloveniji pa imamo splošno drugačen pristop. Bolj se osredotočamo na ozaveščanje, na take kampanje, ne toliko na filtriranje vsebin. Kaj pa v Belgiji, kako še pa pri vas? Mi smo nekje vmes. Nekoč smo imeli zelo progresivno vizijo, da otroci lahko eksperimentirajo na spletu in dovolili, da iščejo svojo pot. Ampak takrat je bil povprečni uporabnik 13-14 let. Sedaj so pa to 8-letniki in zato se je nekoliko spremenil moj odgovor. Na splošno prepoved ali omejitve ne bodo nikoli rešitev. Lahko je del rešitve pri predvsem malih otrocih, ampak otrok bo vedno našel način priti do računalnika pri babici ali komorkoli drugemu. Če omejujete dostop do nečesa, lahko stvari še poslabšate. Tukaj dobivam mnogo vprašanj od staršev glede aplikacij za starševski nadzor. Dejansko ni neke magične, čudežne paličice, ki bi vse rešila. Postavite lahko samo starševski nadzor in je to kontraproduktivno. Po drugi strani pa te 8-letniki, ki harajo po internetu brez nadzora, to pa je problem. In moramo v bistvu spremeniti celoten pogled. Naš pristop je bil, zaupajte otrokom, naj se učijo, naredili bodo napake, ampak ne moremo imeti istega pristopa do 8-letnikov. Razviti moramo posebne psihologe, ki bodo to prilagodili malim otrokom. V Belgiji bomo verjetno prepovedali zakonsko v osnovnih šolah starost od 8 do 12 mobilne telefone, pardon, od 6 do 12. To ne bo rešitev, ampak del rešitve, torej prepoved uporabe pametnih telefonov v šolah. Po moje bi bilo to dobro. Popolnoma prepovedali ali pa lahko to otroci bi lahko uporabljali, ko se nekaj učijo na spletu. Lahko bi imeli v tem primeru uporabo šolskih tablic ali računalnikov ali kaj takega. Ne vem točno, razprave na to temo potekajo v Belgiji. Na splošno to je progresivni pristop, vizija za najstnike je največ, kar lahko naredite. Dobro, hvala lepa. Še kdo? Ja, omenil me je. Jaz se strinjam, vem, da je nekoliko drugače, ampak to, kar sem se naučil v zadnjih 6 letih, eden od izzivov
nefiltriranega pristopa je to, da ne gre za otroke, ki želijo to iskati na internetu, oni bodo to že našli, ampak gre za tistih 25%, ki nenamenoma in slučajno postanejo izpostavljeni pornografiji ali skrajnemu rasizmu ali nasilju. Ali lahko kdorkoli tukaj trdi, da je dobro, da v šolah lahko dostopate do pornografskih vsebin. Vi kot družina se lahko odločite, kaj je minimum, kjer je dostop dovoljen. Lahko gre za drugo vsebino, lahko je samomorilnost ali karkoli. Ampak kot pravi Neil, se starost za dostop znižuje tako hitro, da se bomo v enem trenutku morali vprašati, ali moramo montirati varnostne pasove v internet za otroke. Kako bomo pa to sploh naredili? Mislim, da je to pomembna razprava. Popolnoma sem proti za prepovedi uporabi telefonov, ampak to je popolnoma druga tema, ali se to uporablja za izobraževanje ali ne. Pri 12-16 letih znajo zelo hitro uporabiti telefon, ampak kaj se bo zgodilo pri recimo otrokih, ko bodo iz osnovne šole v Belgiji šli v srednjo šolo, pa ne bojo znali uporabljati telefonov, ki jih bomo uporabljali, ne bodo znali svojih reakcij na to regulirati. Mislim, da bi otroci morali gledati v šoli pornografijo. Predstaviti bi morali to, kako naj grejo skozi te zelo enostransko obarvane vsebine, ki so namenjene moškemu zadovoljevanju, moški sli. Ne gre za to, kaj tam vidite, gre za to, kako mlade bi lahko skozi to učili, kako naj skozi to krmarijo. Mlade oziroma učiti jih je treba, da si ne gledajo in ne delijo. Ampak v bistvu obstajajo pornografski platforme, kjer sodelujejo ljudje, ki to delajo popolnoma konsensualno in so zelo dobro plačeni. Imam odgovor za bulije ene slovenske učiteljice, ki je rekla: vsako leto čakam, da bomo v razredu našli prvi pornografski posnetek, ker tam začnem poučevati o spletnih vsebinah. To se zgodi vsako leto in vsako leto samo čakam, kdaj to bo. In tukaj začnemo z malimi. Prosim jih, da mi pokažejo, kaj se dogaja in naj mi pokažejo, kaj gledajo. In tukaj se začne razprava o vsebini. Enostavno sem zadovoljna, mirno čakam, da to pride na površje. In to je v bistvu ključ za začetek. To je odgovor. Ja, mislim, da Erika Lasta dober primer, ali ne vem, če ste za njo že slišali. Ona je v bistvu veliko ime v porno industriji. Mislim, da se vsi strinjamo, da ni nujno, da je to vse v šoli. Veliko mladih deklic omenja, da v prvem spolnem odnosu prihaja do ogromno nasilja. Ampak vsi vemo, da so škodljive seksualne prakse nekaj, kar prihaja v vse šole v Združenem kraljestvu in enostavno otroci o tem ne poročajo, kar se jim zdi že pravzaprav normalno. To je kombinacija nasilja in seksa, ki postaja za otroke nekaj normalnega. In zato je treba v spolnem vzgoji iti veliko dlje, kajti deklice poročajo vedno več nasilja in manj možnosti, da ga kjerkoli prijavijo.
Thank you. Such an interesting. Zelo zanimiva razprava. Ali bi še kdo sodelovati? Imamo potem tolmačenje za govorca, tako da kar pogumno. Tomorrow I'm going to Belgium. It's your Jutri gremo v Belgijo, zdaj je vaša zadnja priložnost. Thank you Thank very you. much, Mr. Van Pamel.